Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o zdravi prehrani. Glede na to, da zdaj čakam, da se meni skuha, kosilo bo, sem se odločila ta čas, ko se kuha, da posnamem še tale video. Včeraj sem govorila z enim gospodom, pač moja stranka je gospod, in živi sam. No, in vem, da mnogi izmed vas tudi kuhate za enega, ali pa v bistvu ne kuhate za sebe, pa si rečete, no ja, se ni vreden, se sem sam, pa bom že nekaj mimogrede. To je moja izkušnja, ne nazadnje. Veste, midva z bivšim možem imava skupno starševstvo in to pomeni, da otroci so enkrat pri njemu, enkrat pri meni, tako menejo se na 14 dni oziroma en teden, kakor se pač zmislejo. Pač moja dekleta so že odrasla, tako da se lahko nimajo nekih določil, kdaj morajo biti nekje. No in kakorkoli takrat, ko sem sama, včasih, veste, pa imaš veliko dela, pa tako naprej, pa sem nekaj spotoma pojedla oziroma si nisem kuhala. In dejstvo je, da moje telo noče sodelovati z mano, dejansko moje telo hoče imeti redne obroke. No in sem se res odločila, da striktno kuham tudi samo za sebe, ker tako enostavno je preskočiti obrok, nekaj na hiter poješ iz hladilnika, pa si rečeš, a se je v redu. Zato, ker takrat, ko so dekleta tukaj, vedno kuham kosilo. No, in vam bom pa tudi pokazala, kaj sem danes kuhala. In to za enega človeka je res čisto enostavno. Želim vam razložiti za danes, kaj recimo jedilnik za en dan. Zjutraj sem naredila smuti sem naredila, osnova je bila voda, potem sem dala noter zmleta lanena semena, zmrznjene borovnice, zmrznjeno zeleno, majčken soli, malo šejka, ne life shake za okus, drugače bi pa dala jogurt, no v glavnem to, pa majčken soli. V glavnem to je bil moj zajtrk, tak obilen zajtrk, res sem se najedla. No in potem sem pa ob 11. imela mini obrok, se pravi dopoldanska malica. In vam pokažem, kaj striktno, to pa res vedno delam, pač kupujem mandlje. In to je super. Ampak te mandlji so trdi. Dejstvo je, da so špricani proti plesnenju. Zato jih vedno namočim, da nastanejo takole. To so že namočeni mandlji. Samo zjutraj jih dam pesto v vodo in je potem čez dan, tako to ne vem, za eno pest jih imam za malico, nekaj jih imam potem za popoldne. No, tako da, in prej sem pa z enim drugim gospodom govorila, imela sem danes dostavo, rekel ti, ja veš, da morajo biti mandlji oluščeni, ker če niso oluščeni, se ta luščina prilepi na črevesje. Sem rekla, no ja, meni to zdrava kmečka pamet ne pelje, a veste zakaj ne? Zato, ker če jaz tole namočam in potem logično zgrizem mandlj, a ne se ne jem cele teh olupkov, ampak jih zgrizem, so to vlaknine, ki se ne prebavijo. In v bistvu vlaknine, ki se ne prebavijo, so pa nujno potrebne za čiščenje jeter. In seveda, kdor je oreščke, kdor uživa oreščke in suho sadje, mora tako več piti, a ne? In kdor dovolj pije, se ni za bati, da mu bi tale olupek naredil kakršnokoli škodo. Oziroma še boljše deluje. No in moja dopoldanska malica je bil eno jabolko in mandlji zraven. Tako da to je bila malica. Potem zdaj imam pa kosilo. Zdaj bom pa dala na pauzo, da vam pokažem, kaj. No, tako, lejte, to leto. Tukaj imam nabodala piščančja. In tukaj imam pražen zelje oziroma ohrovt. Ohrovt sem včeraj skuhala za kosilo, pa ga je ostalo, da sem ga pa v bistvu samo segrela, tako da tole je slastno. Mogoče se vprašate, kje pa zdaj tukaj še kakšna kaša ali pa ajdova kaša. Zdaj glede na to, da kakšno kilo pa imam zaloge, je čisto vseeno, če ogljikove hidrate spustim, ker tako jih dobim, preko sadja, preko oreščkov, tudi ne nazadnje nekaj ogljikovih hidratov je v zelenjavi in zraven skleda zeljnate solate. No, tako da v glavnem, to je zdaj kosilo. Potem pa tam 5-6 uro bom imela popoldansko malico, ne vem, mogoče 2 deci jogurta, spet te oreščke bom še danes pojedla, glede na to, da so mi ostali. Zdaj, če gledamo, nekaj odložene zelenjave bom zraven pojedla. Popoldne jem zelenjavo in oreščke, ne več sadja.
Se pravi, popoldne, ne vem, kisle kumarice, oreščki, jogurt. Recimo, to je primer ene take zdrave popoldanske malice. In večerja pa samo beljakovine in zelenjave. Zdaj, ta trenutek nimam pojma, kaj bom jedla za večerjo, ampak predvsem beljakovine in zelenjava. Praktično nič ogljikovih hidratov. Tole, lejte, če bi bila to moja večerja, zelenjava in beljakovine, bi bila to dobra večerja. In lahko bi tudi zelje jedla zraven. Lahko zvečer naredite skledo zelja, si naribate, pa date noter 2-3 žlice skute, date bučno olje čez in to je dobra zadeva, to ni tisto, da te kar ruka. Lahko noter date še recimo zrel avokado, tudi zelo dober pride. Tako da v bistvu kombinirajte. Predvsem jejte na 2,5 do 3 ure in na ta način boste videli, da vaše telo bo dobilo čisto vse, kar potrebuje in se boste res dobro počutili. In če želite shujšati, pred spanjem vzemite omega-3 in C-vitamin. No, kot sem že večkrat rekla, pri meni lahko dobite popust, z veseljem ga vam dam. In koda za popust je popust. Tako da, če želite, dobite z 10% popustom tako omega kot C-vitamin. In zdaj tisti, ki ste pa kronično utrujeni, recimo to je zdaj zame, mislim, jaz nisem kronično utrujena, ampak po kosilu vedno vzamem Formulo 4. Se pravi, zdaj, ko bom pojedla, vzamem Formulo 4, zato ker Formula 4 ima pa B-vitamine. B-vitamini so potrebni za pospešek v življenju, cink deluje na hormonsko ravnovesje in na obnovo sluznice in na imunski sistem. Noter je železo, bakar, to je voziček za odvečno maščobo. Tako da v glavnem, to je kombinacija, ki je neka stalnica pri meni. Tako da današnji video je kratek, predvsem dober tek. Jaz bom začela jesti, glede na to, da se mi bo tole pohladil. Uživajte v dobri hrani in ne pozabite, tako kot naši predniki nekoč so vedno molili ob obrokih. Če samo s hvaležnostjo pomislite na to, kar je na vašem krožniku, dobesedno informirate hrano in ji povečate energetsko moč. Se pravi, bo še toliko boljše na vas delovala in jaz verjamem, da hvaležnost dobesedno informira tudi tisto, če je nek piščanec doživel stres, ko so pač, ker piščanec je pač živo bitje, tako kot solata je živo bitje, da s tem, ko mi blagoslovimo hrano, dejansko informiramo hrano, da postane najboljše, kar je možno za nas. Ker to se potem vgradi v naše celice in to smo potem mi nenazadnje. Svojo mislijo lahko zbrišemo vsako informacijo, ki je že na hrani. Tako da uživajte v dobri hrani in bodite hvaležni za življenje, za vse, kar vam prinaša življenje in boste videli, da življenje vas bo vedno, vedno podprlo.